V eno roko vzamemo metlo in poiščemo njeno težišče. Ko je metla v ravnotežju, opazimo, da težišče ni na sredini metle. Kateri od dveh delov metle bi imel večjo maso, če bi metlo v težišču prežagali na dva dela? A. Daljši del metle ima večjo maso. B. Krajši del metle ima večjo maso. C. Oba dela imata enako maso. Ali D. Težišče cele metle nima povezave z maso posameznega prežaganega dela metle. Torej, kateri del metle bo težji, če ga prežagamo v težišču? Rumeni pravite B, vijoličasti pa C. Preverimo, kaj je res. Težišče metle ni nujno na sredini njene dolžine, saj masa metle ni enakomerno razporejena po celotni dolžini. Težišče metle je seveda bližje delu s ščetinami. Če preverimo, kje točno, ja, ravno tukaj nekje pri tejle žički. No, to pomeni, da je del s ščetinami seveda krajši kot del metle, kjer je ročaj. Pri iskanju težišča smo v resnici iskali ravnovesje navorov na obeh straneh težišča. Navor je produkt sile in razdalje prijemališča sile od osi vrtenja, kar je v našem primeru težišče vse metle. Ko metlo držimo v njenem težišču, je navor na obeh straneh metle enak. Krajši del metle ima manjšo razdaljo od težišča, zato mora imeti večjo maso, da doseže enak navor kot daljši in lažji del metle. Zdaj pa preverimo, če tale moja hipoteza drži. Metla, jaz se iskreno opravičujem, ampak tole bomo sedaj storili v imenu znanosti. Takole smo rekli, nekje pri žici, pa prežagajmo. Takole, prežagali smo tale del metle, zdaj pa na tehtnico položimo najprej ročaj, ki tehta 265 gramov. No, zdaj pa, če položimo še naš del s ščetinami, pa vidimo, da tehta kar 565 gramov. Pravilen je torej odgovor B, ki je 5 točk primetal na rumeni račun. Bravo!